Lepo pozdravljeni iz daljnega vzhodnega konca slovenskega kulturnega in etničnega prostora, iz, kot jaz velikokrat rečem in zapišem, tistega vzhodnega branika slovenstva, ki ga velikokrat v centru sploh ne čutijo tako ali ne vedo zanj ali ga ne vidijo. Naslov današnjega premisleka Slovenija, duhovna domovina vseh Slovencev, bi jaz raje zapisala z vprašajem. Namreč Slovenci za administrativno mejo, tukaj lahko govorim seveda o porabskih Slovencih, velikokrat doživljajo odnos matice do njih kot odnos do nekoga, ki ga bomo morda s kupom knjig, mošnjičkom denarja in obiski ter obljubami političnih veljakov malce potolažili, potem pa srečno živeli dalje, vsak za svojim plotom, v prepričanju, da je pač vsak opravil svoje. Slovenija je v času umestitve na zemljevid samostojnih evropskih držav bila tudi za Slovence v porabju. Izvir novega upanja, vere v tesnejšo povezanost in utrditev narodnih in jezikovnih branikov. Istočasno, torej komaj pred dobrimi 20 leti, so se Slovenci v porabju prvič v svoji tisočletni zgodovini tudi samo organizirali in s tem nekako poskušali zajeziti to asimilacijo, ki jih je nažirala ne samo v javni rabi jezika, temveč se je zavlekla tudi v pore porabskih slovenskih družin in tako rekoč grozila, da bo slovenščina vsaj živi govorjeni jezik iz porabja izginila. Skozi 2 desetletji se je v porabju odnos do učenja slovenščine in njenega ohranjanja bistveno spremenil. Če je takrat bila slovenščina nekaj samo po sebi umevnega, edini jezik babic, dedkov, eden od 2 jezikov njihovih otrok in šibkejši jezik vnukov, ki so se ga le ti brez posebnih občutij in utemeljitev ter z malo podedovanega sramu učili in ne dovolj naučili v šoli, je danes slika povsem drugačna. Starši današnjih šolarjev so ti, ki so v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja sami kot šolarji doživljali čas toliko opevanih demokratičnih sprememb na Madžarskem. Čas, ki je tudi porabju odprl meje na zahod, gradil Monoštru Oplovo tovarno kot simbol nove kapitalistične dobe, z nemščino kot zaželenim jezikom sporazumevanja. Prišla je še internetna doba s surfanjem, lajkanjem, tvitanjem in z neobhodnim znanjem angleščine. Čas bega iz porabskih logov, izbire svobode, iskanja priložnosti zase in za otroke. Čas hrepenenja po lepšem in boljšem življenju, kar je seveda legitimna pravica vsakega posameznika. Seveda so se ti porabci ozirali proti zahodu, se razume, ker je na jugu, od koder so sicer prihajali vabni klici matične domovine Slovenije, bilo malo ali skoraj nič priložnosti zanje. Matična domovina Slovenija je prihajala v porabje s kulturo, knjigami, izobraževanjem, obljubami,
romantičnim pojmovanjem slovenstva in občasnimi opozorili, da je pravo le slovenstvo, kakršnega si za porabce zamišljajo gospe in gospodje v Ljubljani. A od vsega naštetega se žal ne da živeti. Porabcem režejo kruh madžarska, avstrijska, nemška podjetja in dober delavec mora biti tudi jezikovno lojalen. Le redki srečneži lahko na svojih delovnih mestih kot jezik sporazumevanja uporabljajo slovenščino. Zakaj le redki? To je seveda zgolj retorično vprašanje za diplomate, gospodarstvenike, politike, za marsikoga z ene in druge strani meje. Danes se v porabskih šolah poučuje slovenščina, celo madžarski starši jo izbirajo kot jezik priložnosti za svoje otroke. Imamo učence, imamo dvojezični šoli na Gornjem Seniku in v Števanovcih. Slovenščina se poučuje na osnovni in v srednjih šolah v Monoštru, a umestno vprašanje staršev, če bo za njihove otroke slovenščina res priložnost, ostaja mnogokrat neodgovorjeno. Porabje lepo, neodkrito in neukrnjeno in včasih strašljivo tiho pa živi, tudi životari največkrat svoje življenje samo in od Slovenije ni oddaljeno le po kilometrih. Še zdaleč torej ne gre za kilometre, ampak za velika razhajanja med projekcijo Slovencev v Sloveniji o tem, kakšni naj bi porabci bili, in dejanskim stanjem slovenstva v porabju. Življenje, ki ga živijo porabci, je življenje v dveh jezikih, v dveh kulturah, v dveh občutjih. Tako življenje zahteva odprtost duha in srca. Porabski mikrokozmos je torej dvo- ali večjezičnost kot materinščina. Porabski Slovenci so to, kar so. Dragoceni del slovenske kulturno-jezikovne celote na svoj porabsko-slovenski način. Identificirajo se s svojim blagozvočnim porabskim slovenskim jezikom, a žal le starejše in srednje generacije, s Prešernom in Petöfijem, slovensko in madžarsko himno in zastavo. Enako ljubi sta jim Budimpešta in Ljubljana. Bogastvo oplajanja s stičnimi jeziki in kulturami daje slovenski zavesti porabcev nove dimenzije, širša obzorja, izkušnje, a obenem vsem nam v Matici jasno sporočilo, da moramo njihovo perspektivo slovenstva, oplajanega s kulturo in jezikom države, v kateri živijo, razumeti in spoštovati. Po 20 letih življenja med njimi in z njimi jo globoko razumem in spoštujem. In kako porabski Slovenci po 20 letih samostojnosti vidijo in čutijo Slovenijo danes? 20 let samostojne Slovenije, v katero sem najiskreneje verjela, tudi oni, izveneva v čudno mešanico pelina, kaosa, neizpolnjenih obljub, osovražene vlade in parlamenta, s korupcijo, sodstvom, ki to ni, anarhijo, protesti, zmedo. In se sprašujemo, kdo v tej Sloveniji ima še kaj kredibilnosti, časti in odgovornosti. Ne poznamo junaka, ki bi to premogel. In mi naj razmišljamo o Sloveniji kot duhovni domovini vseh Slovencev s pelinom v ustih. Porabci so zaskrbljeni,
Vedo, da sta za obstoj in preživetje vsakega naroda najbolj pomembna jezik in kultura in da je lepši in prijaznejši svet, tudi Slovenija, naša duhovna domovina, odvisna od nas vseh, od slovenščine cele po Prešernu, torej tudi od porabskih Slovencev, ki jih pravzaprav ne zanima, ker se niso nikoli politično opredeljevali ali strankarsko uvrščali, katera slovenska resnica, desna ali leva, rdeča ali črna je prava, ki jih ne zanima, kdo v Sloveniji je zakaj bolj zaslužen in jih ne zanimajo postulati neke druge dobe o narodovi umiki in zgodovinskih vrednotah. Na našo veliko žalost se še vedno ne moremo konkretno dogovoriti, za razliko od Madžarov, kaj so naše zgodovinske vrednote in jih ne zanimajo stvari včeraj. Oni bi radi živeli danes in jutri. Se v Sloveniji zavedamo, kaj je za Slovence uporabil. Ta usodno pomemben branik slovenstva na skrajnem severovzhodu naše jezikovne in etnične meje pomembno. Verjetno ne, ker potem ne bi razglabljali o abstraktnih pomembnostih, ki se jih že oddavna v Ljubljani pripisuje zamejskim, predmejskim, če citiram Mirana Košuto, Slovencem. Ta drobčkan porabski trikotnik in ljudje, moji porabci v njem, potrebujejo malo drugačno skrb in pozornost matice. Zelo drobno, kakšno skromno gospodarsko osnovo in pomoč pri tem, slovenski kruh in sokove slovenske besede, da bodo začutili, da vemo, da so pomembni. Knjige na policah šolskih knjižnic, podstrešij in skladišč jih žal ne bodo rešile, na veliko žalost in gnev darovalcev. Nekaj dodatnih dobrih učiteljev slovenščine iz matice, zavzetih govorcev in zaljubljencev v slovenstvo pa je že nekaj drugega. Ja, slovenščino moramo prinašati porabcem ljudje, ne papir. No, da ne bom razumljena narobe, ljubim knjige, predvsem slovenske, in bi bila zelo srečna, če bi jih tudi vsi porabci. In ker ni tako, jim je potrebno dati to, kar trenutno najbolj potrebujejo. Učitelje, posredovalce žive slovenske besede, ker namreč svojih nimajo dovolj. In nekaj sredstev za nakup ribiških palic, ne rib, saj znajo sami. In je Slovenija res duhovna domovina vseh Slovencev? Še ne povsem. Morala se bo za svojo verodostojnost zelo, zelo potruditi. Hvala.